Pozdravljeni in dobrodošli na današnji predstavitvi Svetovne mreže Univerze v Ljubljani z naslovom Kako spoznavanje in modeliranje ekosistemov tumorjev vodi do novih spoznanj o zdravljenju raka. Predstavitev bomo tudi posneli in objavili na spletni strani, prav tako jo bomo tudi delili z vami. Kratko bom predstavila Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani, krajše jo imenujemo SMUL, in mreža združuje predvsem s Slovenijo povezane slovenske znanstvenike, profesorje in pa druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. In strani Univerze v Ljubljani si na različne načine prizadevamo krepiti sodelovanje s člani in članicami SMUL, ki so tako nekateri zelo aktivno vključeni v aktivnosti doktorske šole, različne komisije, sodelujejo tudi na različnih letnih srečanjih in ostalih aktivnostih. Vodstvo SMUL, ki ga sestavlja tudi oziroma ki mu predseduje Klementina Fontacer, si je zadalo, da bo v zaključku mandatnega obdobja, se pravi konec letošnjega leta, organizirala konferenco SMUL. Konferenca SMUL bo potekala 7. oktobra na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in bo posvečena odprti diskusiji o pomenu in vrednosti organiziranega znanja in univerze v današnji družbi, o pomenu in vrednotah, spremembah, izboljšavah, prednostih in pa novih odgovornostih, ki jih moderni čas prinaša s seboj. V bistvu s tem vprašanjem se srečuje tako mednarodna skupnost kot tudi v Sloveniji in pa pri tem so pa pristopi posameznih družb različni. SMUL pa lahko s povezovanjem različnih članov iz tujine in domovine doprinese k posebni široki diskusiji pristopov. Bomo pa tudi v okviru konference organizirali okroglo mizo, ki pa jo bomo posvetili vprašanju na temo privabljanja uspešnih slovenskih strokovnjakov v Slovenijo in pa kako bi lahko zagotovili, da bodo svoje uspešno delo nadaljevali po vrnitvi v Slovenijo. Prav tako pa si želimo tudi vzpostaviti neposreden stik med člani in članicami SMUL, tako da vabljeni in seveda zaposlenimi in študenti na Univerzi v Ljubljani, tako da vabljeni, da se rezervirate termin in se nam pridružiti na konferenci. Prav tako lahko pa svojo digitalno identiteto že sedaj dostopate do podatkov članov Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, ki so podali to vrstno dovoljenje, tako da na spletni strani lahko najdete dostop in jih lahko kontaktirate glede vaših predlogov, možnosti za sodelovanja, seveda pa lahko svoje predloge posredujete tudi nam in vas bomo povezali s člani in članicami SMUL. Sedaj pa predajam besedo doktorici Klementini Fontacer, predsednici Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, ki deluje na Veterinarski fakulteti Tehnične univerze v Teksasu in bo v nadaljevanju tudi povezovala in vodila dogodek. Hvala, Katja. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sem Klementina Fontacer in trenutna predsednica SMUL-a in se vam javljam iz Amarilla na severu Teksasa, kjer sem profesorica na Texas Tech University School of Veterinary Medicine in direktorica Teksaškega centra za primerjalne študije raka, na kratko TC3R. In danes sem še posebno počaščena, da lahko predstavim današnjo govorko in z navdušenjem pričakujem njeno predstavitev. Dr. Barbara Breznik je bila namreč podoktorska raziskovalka, Fulbrightova štipendistka v mojem laboratoriju, kajti želimo si namreč, da predstavitve dosežkov članov SMUL, znanost za vse, vključimo mlajše člane in članice raziskovalnih skupin SMUL-ovcev in seveda čas teče hitro. Dr. Barbara Breznik je sedaj že nazaj v Sloveniji in vodi svoj laboratorij. Bom pa jaz najprej, da bom dala obraz in celotno telo Barbare, da boste videli, hitrico šerala screen. Takole. Torej, dr. Barbara Breznik je sedaj vodja raziskav na oddelku za genetsko toksikologijo
in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo in docentka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na področju biokemije in molekularne biologije. Barbara in njena skupina preučuje in jih zanima, zakaj so nekateri raki kljub zdravljenju tako agresivni in kako nam lahko poznavanje biologije raka pomaga pri iskanju učinkovitejših zdravljenj. Dr. Barbara Breznik je doktorirala na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana v Ljubljani. V času doktorata in po njem se je izpopolnjevala na različnih ustanovah po svetu, University of California Los Angeles, University Medical Center Amsterdam in CEA Paris Saclay University. Pred kratkim je končala raziskovalno gostovanje v sklopu programa Fulbright, kot sem omenila, na Texas Tech University, School of Veterinary Medicine, v mojem laboratoriju, kjer je ne samo raziskovalno delo opravila odlično, nekaj tega boste gotovo slišali tudi v predavanju, pač pa je bila tudi neka baterija, nek magnet v mojem laboratoriju in izven njega. Mi jo že pogrešamo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja. Tako da s tem bi pa rada povabila Barbaro in se veselim njenega predavanja. Takole, zdaj bom pa jaz stop share. Evo, Barbara. Ok, evo, živijo. Jaz bom zdaj poskušala tole deliti. Upam, da vidite moje predavanje. Bom dala še v full screen. Dela, ok, super. To pomeni, pozdravljeni še z moje strani. Najlepša hvala za tako lep uvod in rada bi se zahvalila Smulu za to povabilo, da lahko predstavim naše delo in naše raziskave. Kot že rečeno, jaz delujem trenutno na Nacionalnem inštitutu za biologijo v skupini za raziskave raka. Zdaj Nacionalni inštitut za biologijo je letos pridobil čisto nove prostore, novo stavbo, ki jo vidite na sliki, in zelo ponosni smo in veseli, da imamo to možnost, da delujemo v vrhunskih laboratorijih, ki nam omogočajo res tudi vrhunske raziskave in vrhunske pogoje za raziskovalno delo. Zdaj, NIP je v bistvu biološki inštitut iz različnih področij in eno izmed teh so tudi raziskave raka, ki so usmerjene tako v baziko kot tudi v translacijo. Zdaj, današnja tema je rak kot bolezen, ki postaja eden vodilnih vzrokov smrti v razvitem svetu. Zdaj, ocenjeno je bilo, da leta 2020 je bilo okvirno 10 milijonov smrti zaradi te bolezni. To pomeni, da je vsaka šesta smrt povezana z rakom in njegovimi zapleti. Moramo pa tukaj poudariti, da v zadnjih desetletjih je bil narejen ogromen napredek in ogromni preboji pri sami preventivi, diagnostiki in tudi potem pri zdravljenju raka. In tu imamo en tak podatek za zadnje desetletje, kako se umrljivost zaradi raka zmanjšuje, in recimo v Sloveniji smo pri tem zelo uspešni, saj je to zmanjševanje nad evropskim povprečjem. Zdaj, tukaj lahko še povemo, da se pač v teh desetletjih se je nabralo ogromno znanja, ogromno preventivnih tudi nekih akcij za zgodnje odkrivanje. Ta teden recimo imamo tudi teden boja proti raku, ki ga organizira Onkološki inštitut in kjer pomagajo z nasveti in ozaveščanjem o zgodnjem odkrivanju raka. Kajti če rak odkrijemo v zgodnejših fazah, začetnih stanjih, je pač zdravljenje toliko bolj učinkovitejše in tudi lahko tudi popolnoma se ta bolezen ozdravi. Moramo pa poudariti, da rak je neko skupno ime za
heterogeno bolezen, ki je zelo različna, odvisna kje se pojavi na lokaciji in v bistvu tudi so različni vzroki, zakaj se pojavi in različna gonila, kako napreduje, tako da ne moramo tu omeniti, da nekega univerzalnega zdravila, to pomeni čisti isti pristop za vse rake, nikoli ne bo tukaj, ampak gre bolj za vedno bolj personalizirano zdravljenje. Zdaj, današnje predavanje je sfokusirano nekako na problematiko, zakaj je ključno, da poznamo biologijo tumorjev in tumorje razumemo, da jih lahko učinkoviteje tudi potem zdravimo. Zdaj vemo, da večina zdravil za raka v bistvu pade v kliničnih fazah preizkušenj. Neka groba ocena je, da 90% novih oblik zdravil oziroma zdravljenj pade v kliničnih fazah preizkušanja. Zato je več vzrokov, med najpomembnejši je to, da je pač rak zelo raznovrstna bolezen, kot omenjeno. Poleg tega se tumorji tekom zdravljenja lahko prilagodijo. To pomeni, da mi ciljamo neko tarčo, neke celice, ki pa tekom aplikacije zdravil, se spremenijo in jih nekako potem čez nekaj časa isto zdravilo ne zaustavi več. To pomeni, se prilagodijo z drugo mutacijo oziroma najdejo nek molekularni mehanizem, s katerim v bistvu postanejo odporni na zdravljenje. In o tem bom še malo več govorila kasneje. Potem zelo pomemben faktor je, da ne poznamo mehanizmov delovanja. To pomeni, velikokrat neko zdravilo deluje in potem, ne da bi poznali točnih molekularnih mehanizmov, gremo v klinične študije in s tem v bistvu nekako lahko omejimo učinkovitost. Potem neraziskani so biološki označevalci, ki bi napovedali pri bolnikih, kako se ti odzovejo na zdravljenje, ali se bo odzval ali ne. Potem je pa še zelo pomemben dejavnik, so ti tumorski modeli v laboratoriju, na katerih preučujemo neke nove pristope, saj te pogosto ne posnemajo tega stanja tumorjev, ki se nahajajo v bolnikih. Tako da ključno je poznavanje raka, preučevanje biologije, kako napreduje in tudi razvoj tumorskih modelov, o katerih bom še govorila v nadaljevanju. Tako da jaz sem si danes to današnje predavanje zamislila v dveh sklopih. Prvi je posvečen temu tumorskemu ekosistemu, njegovemu modeliranju v laboratoriju in novih tehnologijah, s katerimi lahko preučujemo naše znanje o rakih, o tumorju. Ter drug del predavanja, ki je bolj namenjen tej bazični znanosti, kako odkrivamo mehanizme, odpornosti na zdravljenje in tudi iskanje novih tarč, ki bi lahko v prihodnje pomenili preboj v zdravljenju. Tako da v prvem delu bi vam rada razložila, kaj je to tumor oziroma tumorski ekosistem. Verjetno veste, da tumor ne sestavljajo samo rakave celice. Vse se začne z neko transformirano, spremenjeno celico zaradi epigenetskih sprememb, ki potem te celice se množijo in rastejo. In tekom te rasti pride tudi do aktivacije oziroma spremembe na nivoju okoliškega tkiva. Tele rakave celice začnejo izločati različne molekule, ki privabljajo različne normalne celice, ki jih ponavadi ki niso rakave, začnejo privabljati svojo okolico. In zgodi se, da te zdrave celice pridejo v ta tumor. In govorimo o tumorskem mikrookolju, skupku tako rakavih celic kot teh nerakavih. To so lahko razne celice žilja, endotelijske celice, fibroblasti, potem razne imunske celice, kot so makrofagi, limfociti in tako naprej. In tekom napredovanja tega raka, ki se potem širi, se to mikrookolje tudi seveda spreminja.
In pravimo, da je tumor kot neka rana, ki se nikoli ne zaceli zaradi vseh teh aktivnih procesov, ki se v tem tumorju dogajajo, in ker je pač to nekako tak vneten proces. Tako da to mikrookolje je zelo zanimivo, zelo raznovrstno. Moramo imeti pa vedno v mislih, da je to mikrookolje zelo različno od vrste tumorja, Že sama lokacija nam lahko da vedeti, da je mikrookolje različno. Tu imamo en tak primer, recimo možganskih tumorjev pa raka dojke, V možganih seveda je več nevronov, mikroglije, in te so tudi del tega tumorskega mikrookolja. Zanimivo je, da recimo so možganski tumorji, kot so gliomi, zelo bogati z makrofagi, z mikroglijo, ne pa z recimo limfociti ali pa naravnimi celicami, obijalkami. In zelo malo je tudi tega zunajceličnega ogrodja ali matriksa. Recimo možganski tumori so tudi zelo ožiljeni, nekrotični, to pomeni, imamo veliko odmrlega tkiva zaradi hitre rasti, in pomanjkanje kisika, zmanjšan gradient kisika. Pri raku dojke je recimo popolnoma drugače, Imamo več maščobnih celic, fibroblastov, mezenhimskih matičnih celic, več kolagena, več limfocitov, In zdaj, če še tu dodamo neko dodatno dimenzijo, je to, da lahko tudi znotraj istega vrste raka se recimo med bolniki tole mikrookolje nekako razlikuje. Tako da, ko načrtujemo poskuse ali pa preučujemo neke nove pristope zdravljenja, je zelo pomembno, da imamo model, ki zares predstavlja rak, na katerem bi radi testirali naša zdravila. Tako da mi želimo s temi tumorskimi modeli v laboratoriju posnemati zdaj te tumorje v bolnikih in te morajo vključevati to kompleksnost, Ni dovolj, da imamo rakave celice, ki pač rastejo na neki površini, v neki gojitveni posodici, ampak da imamo to 3D arhitekturo, kajti v 3D sistemu so celice čisto drugače povezane, imajo drugačne medcelične stike, izražajo različne proteine, potem te celice potrebujejo zunajcelično ogrodje, kot so kolageni, laminini in tako naprej. Morajo biti te medcelične interakcije, ne samo med rakavimi celicami, ampak tudi z drugimi tipi vrstami celic. In seveda nek gradient kisika, nutrientov. Tukaj imamo v mislih tudi terapijo, kajti tudi neko kemoterapija je potem v takem sistemu drugače deluje, kot pa na samih celičnih kulturah, takih, kot pač so, Tako da, kako potem mi to v laboratoriju, kako lahko zagotovimo te pogoje? Uporabljamo različne vrste celičnih kultur, tako rakavih kot drugih. Zagotavljamo recimo kisik pod 1%, pomeni hipoksične pogoje. Imamo posebne inkubatorje, potem lahko uporabljamo različne bioreaktorje, različne gojitvene plošče, ki omogočajo to gojenje. Lahko dodajamo matrigel, matrikse v take modele ali pa recimo hidrogeli, ki se jih tudi zelo zdaj preučuje. Taki modeli so recimo zdaj se zelo veliko na njih dela organoidi, mini tkiva, in na tak način mi lahko res naredimo personaliziran model. To pomeni po meri posameznika, ki vključuje tako genetsko ozadje nekega specifičnega tumorja, ter tudi sestavo mikrookolja. In če se navežem zdaj na te tumorske modele, mi poznamo nekako v grobem dva tipa modelov. Eni so te modeli, ki jih mi gojimo v gojitvenih posodicah, v plastenkah ali pa v ploščah, in živalski modeli, Živalski modeli pri raku so največkrat glodavci, kot so miši, podgane, tudi recimo ribe cebrice,
In v luči teh nekako zmanjšanega obsega poskusov na živalih, a ne, so lahko ti tumorski modeli zelo, zelo priročni, ne. Mi smo daleč od tega, da živali ne bi uporabljali v predklinični fazi testiranj, kajti so zelo pomembni za toksikološke študije, za preverjanje učinkovitosti, ampak lahko pa zmanjšamo njihovo število uporabljeno v poskusih, ne. S teh stališča, da imamo res modele, ki predstavljajo, ki so zelo dobri in lahko tudi potem hitreje pridemo do lažno pozitivnih ali pa lažno negativnih rezultatov. Zdaj, pri mišjih modelih je treba omeniti, ne, da so, oziroma mišji živalski nasploh, da so pač drugačni mehanizmi napredovanja raka med človekom in potem živalmi. In recimo oteženo je proučevanje sploh teh novih pristopov, kot je imunoterapija, ne, kjer res rabimo tole interakcijo med človeškim imunskim odzivom in nehumanim in tudi človeškimi tumorji, ne, in zaradi tega so v zadnjih časih tudi te agencije razmislile o teh poskusih na živali in recimo od lanskega leta, ne, Ameriška agencija za hrano in zdravila ne je izdala akt, da ne potrebujejo več neki nove pristopi testiranja na živalih, seveda, če je vse argumentirano. Tako da lahko nam ti tumorski modeli v laboratoriju lahko služijo kot neka alternativa za živalske modele. Zdaj, na našem predavanju boste veliko slišali o možganskih tumorjih, gliomih, ker pač je to ena glavnih tematik naših raziskav, ker smo veliki specialisti, delamo pa seveda tudi na drugih rakih, ampak kot primere boste vedno videli možganske tumorje, ker imamo tu največjo ekspertizo. Zdaj, gliomi, ne, so in posebej glioblastom, kjer je pač ta najvišja stopnja tega tumorja, najbolj maligna, so tumorji celic, to pomeni glije, to so celice, ki podpirajo delovanje nevronov, lahko so astrociti, oligodendrociti ali pa ependimske celice, in glioblastom je v bistvu najagresivnejša oblika nasploh tumorjev pri odraslih ljudeh, saj se ga zelo pozno odkrije in zelo hitro se širi v možganih, je zelo heterogen in odporen na zdravljenje. Ponavadi je tako, pač eno leto oziroma dobro leto po diagnozi bolniki preživijo, potem pa se žal ne, kljub zdravljenju, v bistvu je tumor tako agresiven, da ni več rešitve. In ponovi se vedno v agresivnejši obliki in zato se dela ogromno raziskav na to tematiko, kako izboljšati in diagnostiko in neke biološke napovedne označevalce in tudi pristope zdravljenja. In na NIB-u smo se lotili teh tumorskih modelov v obliki organoidov, da zagotovimo neke personalizirane modele, na katerih lahko bodisi testiramo neke nove pristope zdravljenja ali pa testiramo biologijo zadaj, raziskujemo mehanizme odpornosti na zdravljenje, kot tudi vidi na kasnejših prosojnicah. Zdaj, kaj so organoidi? To so neke tridimenzionalne strukture, ki posnemajo organ ali tkivo, iz katerega so pridobljeni, v našem primeru možganski tumor. Imamo številne pristope, te pristopi lahko temeljijo, to pomeni z vzpostavitvijo iz svežega tumorskega tkiva, kar počnemo recimo tukaj na NIB-u, ali pa iz recimo induciranih pluripotentnih matičnih celic, in potem uporabe različnih rastnih dejavnikov, da pridemo do teh mini tkiv v gojitvenih posodah. In tukaj na sliki lahko vidite en tak postopek pridobitve teh organoidov, kot sem že omenila, gre za sveže tkivo, ki ga ustrezno obdelamo, porežemo,
in ga dajemo v ustrezno gojišče, ki nudi optimalne pogoje za gojenje takih 3D struktur. In po tednu do 2 lahko že vidimo, kako ti organoidi rastejo v kulturi. Zdaj mi jih gojimo več tednov na NIB-u, lahko pa, je pa seveda, se pa moramo zavedati, da dlje časa, ko jih gojimo, pride potem tudi do spremembe in celične sestave in lastnosti, kot so bile recimo takoj po izolaciji iz tumorskega tkiva. In tukaj smo pač preverimo potem z mikroskopijo, morfologijo, z elektronsko mikroskopijo, in želimo potrditi, da ti organoidi res odražajo tumorsko tkivo, iz katerega so pridobljeni, in tukaj na sliki lahko vidite, kako je celična sestava teh organoidov zelo podobna celični sestavi tumorskega tkiva iz točno določenega bolnika. Tukaj vidimo, da so tako tumorski označevalci rakavih celic kot označevalci endotelijskih celic, to pomeni, ti organoidi imajo v svoji vsebini endotelijske celice, žilje, pa tudi makrofage in mikroglijo, kar smo tudi dokazali z prisotnostjo označevalcev imunskih celic. In taka celična sestava je ponavadi odraža tkivo tam od 4 do 6 tednov, potem pa vedno manj, tako da se trudimo vse poskuse izvesti v tem času. In tak model nam potem lahko predstavlja kot neko platformo za testiranje zdravil oziroma terapevtskih pristopov. Pomeni, mi izoliramo tkivo in celice iz tega bolnika, apliciramo terapijo, analiziramo to tkivo, biološke označevalce, molekule, ki nas zanimajo, in potem pogledamo, kako se tele modeli odzivajo na zdravljenje in kako bi lahko to prenesli tudi na odziv bolnika z rakom. Predvsem gre tu zaenkrat za razumevanje raka in njegove odpornosti na zdravljenje, je pa tak model tudi zelo primeren za napoved odziva na neko novo zdravljenje. In mi smo recimo na NIB-u naredili z posnemanjem standardne terapije, bolniki z glioblastomom se zdravijo prvo to pomeni z operacijo, se jim tumor odstrani, potem pa sledi kemoterapija in obsevanje, in mi smo kemoterapijo in obsevanje aplicirali na te bolnike, na te organoide, in ugotovili, da v bistvu nekaterih bolnikih pride do odziva, če pa pogledamo nekako celokupno, pa je ta odziv zelo slab, kar na nek način sovpada s tem, da se glioblastom skoraj vedno ponovi in da so v bistvu te glioblastomske celice tudi odporne na te standardne načine zdravljenja. In recimo potem nas zanima mehanizem, kaj je zadaj, zakaj je ta glioblastom tako odporen, in ugotovili smo recimo, da pride do aktivacije mehanizmov popravljanja poškodb DNA po tretmaju, da se recimo aktivira signalna pot P53, kar povzroči rezistenco potem teh rakavih celic. Potem gremo lahko še dlje. Kot sem že prej omenila, je ekosistem zelo dinamičen, zelo raznolik v tumorju, in mi lahko samo z nekimi novimi pristopi, ki jih omogoča sodobna tehnologija, tudi preučujemo nekako prostorsko dinamiko, kaj se dogaja v tumorju v prostorski resoluciji. Kajti, če s temi standardnimi metodami, kot sta kvantitativni PCR ali pa Western blot ali pa analiza izražanja genov proteinov v neki masi, kjer dobimo samo podatek, ali je protein izražen, oziroma je povišano ali pa znižano izražen, ne dobimo pa predstave, kaj se dogaja med celicami, med samo komunikacijo, sploh rakavih celic in rakavih celic z recimo imunskimi celicami ali pa s celicami žilja.
In zato tudi na NIBU razvijamo metode, s katerimi bi lahko nekako to vrednotili, metode prostorske biologije. Tukaj konkretno, ne, na slajdu delamo, v bistvu razvijamo metodo hibridizacije in situ, s katero lahko določimo izražanje genov v posamezni celici, ne. In podobno, kot smo potrdili prej z izražanjem proteinov, lahko tu vidimo, da lahko v tumorskem mikrookolju oziroma v tem našem organoidu najdemo tako označevalce rakavih celic kot označevalce imunskih celic in žilja, ne, in potem lahko preučujemo to dinamiko pred terapijo in po terapiji. In to delo poteka v sklopu našega evropskega projekta Cut Cancer, ki je financirano s programa Horizon, in tukaj intenzivno sodelujemo z Univerzo v Stockholmu in profesorjem Matsom Nilssonom na Švedskem. Tako da za ta del bi zaključila z mislijo, da organoidi posnemajo naše glioblastome v bolnikih, predvsem to heterogenost, mikrookolje, kar tudi prispeva k odpornosti na klasične oblike zdravljenja. Seveda pa zdaj na teh modelih lahko preučujemo tudi nove pristope, ne, in kar nas posebej še zanima so recimo pristopi imunoterapije. Zdaj za drug del je pa bolj tak temeljni, da to pomeni, želimo, ne, odkrivati mehanizme odpornosti in nove tarče. V bistvu del sem že pokazala tudi na organoidih, ne, neke nove mehanizme odpornosti. Bi se pa tukaj bolj sfokusirala na ciljanje točno specifičnih tarč oziroma na iskanje novih, kot so recimo proteini MEIS. In delo na proteinih MEIS v glioblastomu in tudi v raku nasploh. To delo sem opravljala v sklopu Fulbrightove izmenjave na Texas Tech University, kjer smo prišli tudi do zelo zanimivih rezultatov, ki jih seveda potem, kateri so baza zdaj za sodelovanje naprej in na katerih tudi intenzivno delamo v sodelovanju z laboratorijem dr. von Tacerjeve. Tukaj bi rada opozorila na to, da mi lahko ciljamo različne lastnosti rakavih celic. Zdaj recimo kemoterapija pa obsevanje, ki sta najbolj razširjeni metodi, se fokusirata na te hitro se deleče celice, na poškodovanje DNK in potem na upočasnjeno delitev oziroma ciljajo tele nehitro deleče se rakave celice. Manj smo pa uspešni oziroma manj učinkoviti pa smo, kar se tiče teh mirujočih, počasi se delečih rakavih celic, ki imajo lastnosti samoobnavljanja in so odporne na zdravljenje. Nekateri jim pravijo oziroma jim pravimo tudi rakave matične celice. Ciljanje teh je težje, ker se počasi delijo, kot omenjeno. Pogosto so tudi zaščitene z posebnim mikrookoljem, ki se velikokrat recimo v možganskih tumorjih nahaja ob žilah. In potem so zanimive tarče tudi invazivne rakave celice, te, ki se hitro širijo v okoliška tkiva in potem tudi metastazirajo in te so v bistvu odgovorne po večini za smrt bolnikov. Tu je en tak primer uspešne zgodbe, ki cilja recimo in mikrookolje in tele celice, ki se v bistvu skrivajo v teh nišah, ki so zaščitene pred zdravljenjem, in to je primer levkemije. Pri levkemiji gre za to tudi, da se te rakave celice skrivajo v kostnem mozgu, kjer so preko kemokinskih receptorjev zadržujejo v teh nišah
in so nekako zaščitene pred zdravljenjem, ne. In ugotovili so in, tele pristopi oziroma zdravila so že na voljo v kliniki in se uporabljajo za zdravljenje levkemije, da, uporabijo antagoniste kemokinskega receptorja, ki prekine to povezavo v miši in omogoči, da se rakave celice mobilizirajo oziroma izplavijo v krvni obtok. V krvnem obtoku pa so te celice bolj občutljive na kemoterapijo. Tako da to je en tak lep primer, kako, v bistvu, sinergija dveh, različnih pristopov, lahko poveča učinkovitost, potem zdravljenja oziroma v tem konkretnem primeru kemoterapije. In podobno ugotavljamo, da se lahko dogaja v možganskih tumorjih, kajti, tele rakave celice, se nahajajo, sploh te, bolj odporne na terapijo, na obžilju, ki je bogato z imunskimi in stromalnimi celicami in posledično s, kemokini in citokini. In ugotavljamo, da so, glioblastomske celice imajo pospešeno invazijo ob prisotnosti gradienta teh, kemokinov. Poleg tega, smo ugotovili, da, če v bistvu nekako prekinemo, tole, signalno pot, kemokin, receptor CXCR4, receptor 4, da, v bistvu te celice, imajo manjšo dovzetnost, da bi se zadrževale v teh okoljih. Tako da to je, en tak zanimiv pristop, kjer pa je potrebno seveda še več raziskav, da bi prišle v klinično fazo. Je pa to zelo zanimiv primer, kjer, se ciljanje tega, mikrookolja, tudi odraža potem, v uspehu v klinični praksi. In en tak, še primer, ne, kako lahko, iščemo nove tarče za ciljanje teh invazivnih, celic, ki se hitro širijo recimo v možgane pri možganskem tumorju, je, da analiziramo, molekularne odtise oziroma molekularne lastnosti teh invazivnih celic. To pa lahko naredimo zato, ker mi recimo od nevrokirurga dobimo različne dele, tumorja. Mi dobimo recimo tumorsko jedro, ki predstavlja ta center tumorja, in potem, tale rob, ki predstavlja invazivne celice. In s primerjavo, izražanja genov, smo ugotovili, da se ti dve regiji zelo razlikujeta. In, smo tudi identificirali nekih tarč, ki so povezane prav, s tem, tumorskim robom. Tako da to je en tak primer, kako lahko, kje lahko, v bistvu iščemo, kje dobimo lahko ideje za, neke nove tarče. No, sedaj, pa prihajam k delu, ki je vezan na MAGE, to so, melatonomski antigeni, ki so se nam zdeli zelo, obetavne tarče, recimo tudi za neke agresivne tumorje, kot je možganski rak ali pa rak trebušne slinavke. Zaradi, več lastnosti, ki jih bom omenila tekom predavanja. Zdaj tukaj za eno skupino proteinov, več kot 40, ki se potem, delijo glede na njihove lastnosti in tudi funkcijo v telesu. Zdaj danes bom predvsem omenjala MAGE tipa 1, to pomeni MAGE A, B in C, ki so povišano izraženi in so povezani z napredovanjem, različnih vrst raka. Obstajajo pa še, drugi MAGE, ki, imajo pa vlogo v nekaterih drugih, boleznih. In, zakaj MAGE? Ker so v bistvu to prvi tumorski, antigeni, ki so bili identificirani več kot, 30 let nazaj. Ugotovili so, ne, da se nahajajo, na površini rakavih celic in da, jih lahko, prepoznajo, citotoksični T limfociti,
In tako so v začetku ugotavljali, ne, kako bi nekako izkoriščali medže za imunoterapijo. Ne, sedaj vemo, da imajo medži tudi druge funkcije, ki lahko zelo pomembno, ne, ki so zelo pomembni tekom razvoja raka. Zdaj ugotovljeno je bilo, ne, tekom treh desetletij, da so melanomski antigeni pomembni za odpornost celic na stres in tudi zdravljenje, kajti če celice vsebujejo te proteine, izražajo te proteine, so odpornejše tako na stres kot na zdravljenje, kot je recimo kemoterapija. Tukaj na desni, ne, imate en prikaz, če celice raka trebušne slinavke izražajo enega od medžev tipa 1, so bolj odporne na stres, ki je povzročen z inhibitorji, recimo glikolize. In kar je zelo pomembno je, da izražanje medž je povezano s slabšim preživetjem bolnikov z rakom. Tu imamo primer pljučnega skvamoznega karcinoma, kjer so ugotovili, da če tumor izraža večje količine tega proteina, ima bolnik slabšo prognozo, slabše preživetje. Do sedaj, ne, so bile ugotovljene številne funkcije medžev, kot je vloga pri apoptozi, avtofagiji, metabolizmu, uravnavanju izražanja različnih genov. Ne ve se pa recimo, še vedno se pa ne ve, kakšna je vloga predvsem v teh agresivnejših rakih, kot je recimo glioblastom, in to je recimo nas zelo zanimalo. Tako da to je v bistvu zaključek predavanja. Upam, da sem vas prepričala, da je poznavanje tumorjev, kompleksnosti in heterogenosti bolezni zelo pomembno, ko načrtujemo raziskave ali pa načrtujemo preizkušanje nekih novih pristopov za zdravljenje, in da so ti tumorski modeli, s katerimi počnemo raziskave, pa za njih je zelo pomembno, da posnemajo tumorje bolniki v čim večji meri. Tako da tudi v luči, ne, zmanjševanja poskusov na živalih. Zdaj ne iščemo pač vedno nove tarče, sploh v luči, ker so ti agresivni tumorji zelo prilagajajo na zdravljenje in so pogosto neodzivni, oziroma po zdravljenju ugotavljamo še večjo ponovitev bolezni ali pa še večjo agresivnost. Tako da verjetno tu je ključ, ali pa skoraj zagotovo je ključ kombinacija zdravljenj z obstoječo in z novimi pristopi, bolj tačnimi. In da so medži zelo zanimiva tarča, na katerih delamo naprej. Ter rada bi izpostavila pomen sodelovanja različnih, to pomeni ljudi z različnimi znanji. Kot vidite, ne, so raziskave raka zelo interdisciplinarne, od bioloških ved, biotehnoloških, medicinskih, veterinarskih, do potem obdelave podatkov, kliničnega vidika, potem tudi inženirjev, ki delajo z materiali, na katerih mi lahko potem gojimo te naše celice. Tako da tukaj mislim, da je sodelovanje ključ pri boju z rakom. Na koncu bi se rada zahvalila najožjim sodelavcem, ki delajo zelo predano in trdo in odlično delo v našem laboratoriju, in seveda sodelavci iz laboratorija dr. Fontacerjeve v Teksasu, katerih delo sem tudi danes predstavila, oziroma skupno delo. Potem pa seveda vsem sodelujočim, s katerimi sodelujemo in omogočajo, da so raziskave še bolj klinično relevantne, to pomeni vsem, to pomeni kliničnim zdravnikom, potem raziskovalcem iz drugih fakultet Univerze v Ljubljani
potem seveda vsem raziskovalcem in vsem podpornemu osebju na našem oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka. Poleg raziskovalcev vso podporno osebje v projektnih pisarnah, strokovni sodelavci, ki v bistvu omogočajo, da lahko recimo pridobivamo evropske projekte, da omogočajo normalno delo v laboratoriju, ki skrbijo, da vse v laboratoriju štima, kar je tu velikega pomena. Vsem bolnikom in svojcem, ki prispevajo svoj material in tudi sodelujočim na tujih univerzah in inštitucijah. In seveda financerjem, brez njih pač ne moremo delati, tako da velika hvala za podporo. Na koncu bi vas rada povabila, če vas še bolj zanima tematika oziroma če želite slediti našim raziskavam, imamo spletno stran in državna omrežja projekta CatCancer. To je twinning projekt, ki ga vodimo na NIB-u. In ja, hvala vsem vam za vaš čas, za udeležbo. Hvala za pozornost. Bi pa na tem mestu tudi povabila k sodelovanju. Zdaj, pred predavanjem sem dobila vprašanja in je bilo to vprašanje, kako sodelovati z raziskovalci z različnih področij, z podobnimi interesi, ki nas, ali pa, ki bi želeli recimo testirati neke njihove pristope ali pa nove učinkovine na naših modelih. Potem študenti pa seveda lahko z diplomskimi, magistrskimi ali pa doktorskimi nalogami. Drugače pa je najboljše, da se oglasite po e-mailu in se potem naprej pogovorimo. Tako da to je to. Hvala. Ja, pa če so vprašanja, seveda z veseljem odgovorim. Super, Barbara, hvala lepa za to nazorno, lepo predstavitev in ki kar kliče po veliko vprašanj. Tako da jaz vas, evo, se že začela pojavljati. Zdaj, če lahko se prijavite, tukaj upam, da mi bo tudi Katja pomagala tole moderirati. Jaz bom poskušala tudi prebrati, karkoli bo prišlo v chat. Tukaj je že prišlo eno vprašanje, Matevž Demšar. Matevž, želite sami se prijaviti in vprašati? Kako prijaviti? Mislim, ja, unmute. Zanima Lahko kar me, vprašate. Živijo. Živijo. Na začetku predavanja je bilo rečeno, da se te rakave celice oddajo, če sem prav razumel, neke snovi, ki privabijo druge celice. Ampak niso večinoma, zdaj ne vem ogromno o anatomiji, tako da bo mogoče neumno vprašanje, ampak niso celice v telesu večinoma nekako pritrjene, da se ne morejo kar tako premikati? Ali to velja bolj ali manj za celice, ki se lahko premikajo, na primer v krvi? Ja, zelo dobro vprašanje. V bistvu lahko rečemo, da so celice zelo aktivne in tudi zelo mobilne v našem telesu, oziroma zdaj tudi je odvisno od okoliščin, tudi odvisno stadij, ki smo recimo pri embrionalnem razvoju in tako naprej, so zelo mobilne, tudi pač odvisno zdaj, kateri del razvoja gledamo, je to odrasel človek, ali je to otrok, ali je to zarodek. Tako da zelo pavšalno je težko odgovoriti, no. Je pa dejstvo, da so naše celice lahko zelo mobilne, sploh če gre za neke vnetne procese, patogene procese, kot je rak. V bistvu rakave celice imajo to sposobnost, da v bistvu popolnoma spremenijo svoje okolje in v tem primeru v bistvu tudi endotelijske, tudi recimo nove žile, kako nastajajo, da privabljajo endotelijske celice in potem te endotelijske celice začnejo tvoriti nove žile. Tako da pri raku, bom govorila za rak, ker najbolj obvladam, lahko rečemo, da je to kot nekako začetek nekih razvojnih oziroma so vključeni ti razvojni mehanizmi, kot lahko spremljamo recimo pri zarodkih, in postane stvar zelo živa, dinamična. Tako da ja, pač moramo zelo paziti, v kakšnem stanju je organizem kot tak, potem pa tudi, kaj se dogaja znotraj. Ampak pri raku gre za zelo dinamičen proces in
To lahko tudi vidite, ne, že samo na oko, ne vem, če gledate melanom, ne, kako se v bistvu, se okoli tega kožnega znamenja recimo ne pojavijo rdečice, zatekline in to je vse pokazatelj nekega vnetnega procesa, da se začnejo celice in tkiva reorganizirati, no. Zdaj upam, da sem odgovorila, no. Ja, mislim, da razumem. Okej. Hvala, Barbara. Miha Moškon, doktor Miha Moškon. Ja, hvala lepa. Mi se pa kar veliko ukvarjamo z računalniškim modeliranjem, pa bi bolj šel v to smer, recimo ste kaj razmišljali o uporabi tovrstnih, ne, saj vem, da se s strojnim učenjem ste že sodelovali s kolegi, ampak bolj mislim v smislu teh mehanističnih modelov, kjer ti lahko v bistvu repliciraš pač dinamiko celice, recimo. Imam pa še en pomislek tukaj, no, zdaj pred kratkim smo se ukvarjali z eno tako analizo raka prostate in smo uporabljali metabolne modele, kjer se je izkazalo, da je zelo malo teh genov metabolnih, ki v bistvu vplivajo recimo na razvoj tega raka ali pa na diferenciacijo različnih celic. Pa me zanima, no, malo vaše misli v tej smeri, kako to komentirate. Zdaj, ja, mi, ne, kot ste rekli, mi kar dosti sodelujemo z Fakulteto za računalništvo, ampak v smislu iskanja nekih novih tarč, iskanja baze podatkov in tako naprej. Nimam izkušenj z modeliranjem sistemov ne, kot virtualno, oziroma z računalniškimi modeli, tako da zelo zanimivo, no, če bi bili recimo zainteresirani, sem pač odprta, da se tudi recimo dobimo in pogovorimo, ker nimam izkušenj, no, s tem. Ja, zdaj, kar se tiče računalniške, problem je kaj vidim izziv je podatki, ki se uporabijo za tako modeliranje, ne. Recimo, če so to podatki na nivoju genov, zelo malo povejo o samem metabolizmu, recimo mi vidimo, ne, recimo že, če analiziramo določene gene, to ni nujno povezano ali z aktivnostjo proteina ali z nekim celičnim procesom, lahko pa ni, ne, tako da tu mogoče so izziv podatki, ki se potem uporabljajo za modeliranje teh stvari, no. Tako da mogoče bi vzeli proteomske, mislim, ne vem, no, kakšne podatke ste vzeli, tako da mogoče, da bi se razmislilo tudi v smeri, katere podatke uporabiti za takšne, za tovrstne analize, no, ne. Ja, mi smo izhajali iz transkriptomskih podatkov. Tako da, ne vem, ja, velja se slišimo te. Ja, se mi zdi, da je super, čeprav, Barbara, dejansko smo tudi nekaj na metabolizmu, ti si delala, ne? Tako da so to zelo zanimive ideje, ker definitivno ti že videla v teh mogoče kombinacijski terapiji, tudi ena izmed njih, ki nekako vpliva na metabolizem nekaj efekta, ne? Tako da se mi zdi, da so zelo dobre ideje. Ja, recimo mi kar, ne vem, če bi to združili, bi bilo po mojem zelo fajn, ker mi zadnje čase tudi se ukvarjamo to pomeni z morfologijo mitohondrijev, ne, ki so pomembni pri metabolizmu in tudi različne metabolne teste. Tako da se da pol to potrditi ali pa uvrščati potem tudi na fenotipskem nivoju, ne, oziroma v živo, ne. Ja, nimam pa izkušenj toliko za te modeliranje, ampak zagotovo je zelo zanimivo, no, sploh v smislu tudi tega modeliranja, tudi medceličnih interakcij, to ne vem, koliko se to da ali pa koliko ne, no, ampak tudi zelo zanimivo. Hvala lepa. Gledam, če je še kakšno vprašanje, med publiko, lahko kar vprašate. Sicer imam pa jaz kar nekaj vprašanj še, ki ste jih že poslali vnaprej. Mislim, da je gospa Mihaela, Ja. da je zelo aktivna tega. Sorry. Evo, Pozdravljena. Mihaela. Lepo vprašanje, lepo predavanje, hvala. Super interesantno, seveda. Mene zanima eno vprašanje, ki je v bistvu samo ob strani bilo omenjeno, namreč, da
da so modeli organoidov samo en določen, to so primarne celice. Ja, da so samo en določen čas podobni, potem pa ne več. Je samo podobno samo en določen čas ali umrejo potem? Ja, zelo, zelo dobro vprašanje, no, in tudi to je zelo pomembno. Danes se nisem toliko tega dotaknila, no, ko mi modeliramo ta tumor, je zelo pomembna ta časovna komponenta, ker vemo, da ko mi izoliramo te celice iz tumorja, ohranjajo neke lastnosti teh tumorjev, potem pa vedno manj. In to se ugotavlja recimo že za same celične kulture, za te 3D pa sploh, in to je res v bistvu nekaj tednov, kot sem omenila, 6 tednov, je to res zelo podobno, temu tumorju, potem pa upade, Zakaj upade? Ker je prevlada enega celičnega tipa, recimo, oziroma prevlada tumorskih celic, ker so agresivne, ker rastejo, one rastejo lahko tudi 2 leti v kulturi, in recimo, če recimo te organoide gojimo dlje časa, na koncu prevladajo samo rakave celice, in te problem imunskih je, ker pač niso rakave in enostavno ne preživijo v okolju, In zdaj se dela ogromno na tem, da bi te imunske celice čim dlje, ali z nekimi rastnimi dejavniki, z nečim, da bi jih spodbudili, da bi ob teh tumorskih tudi rasle, In to je v bistvu ena glavnih slabosti teh modelov, da jih ne moremo dlje časa gojiti v smislu, da res ohranimo tudi te ostale celice, Tako da zelo, zelo dobro vprašanje, Bi bilo možno z dodatno nišo gojiti? Se ne vem, če mislim, koliko naprej od organoidov pridemo, ampak skupaj z originalnim tkivom? Ja, recimo to tudi nekako poskušamo, da bi recimo izoliramo imunske iz istega pacienta, recimo lahko izoliramo iz tumorja celice pa iz periferne krvi. In potem poskušamo to gojiti skupaj, ampak vedno je izziv, lahko jih gojimo spet nekaj časa, in potem te imunske enostavno umrejo, tako da to je zelo dobra ideja. Ne da se jih pa nadomestiti samo z faktorji, ki so potrebni. Ne, mislim, je boljš kot nič, ampak ni pa to, Tako da tu je recimo en glavnih izzivov in recimo, ko se pogovarjamo na konferencah, je to kako te imunske celice zares ohraniti pri življenju čim dlje časa. Tako da zelo, 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 zelo relevantno vprašanje. Hvala. Hvala vam. Ja, se mi zdi zelo dobra diskusija, a ne? Veš, kaj sem se mislila samo navezati? Kaj pa organs on chip? A ne, tam, kjer mogoče še malo bolj lahko simuliraš komunikacijo znotraj organizma. Morda veš, a je od teh kaj znanega z tega vidika? Ja, to je tudi zelo dobro, te organi na čipu so v bistvu temeljijo na tej mikrofluidiki, da so recimo različni tipi celic v različnih, rečemo, kompartmentih, v različnih razdelkih, in potem se v bistvu povezujejo prek kanalčkov, in to je tudi en tak način, ko se zelo veliko dela na tem, tudi mi poskušamo to zdaj v laboratoriju uveljavljati, ampak vedno je tako, da to deluje, pač se dovaja imunske celice na vsake toliko časa, ker s časoma umrejo in je mogoče en način, da recimo dovedeš imunske, dodaš en dan, potem počakaš ali pa na neko obdobje dodajaš te imunske celice potem v ta sistem. Ampak organi na čipu, definitivno zelo zanimivo. Super, hvala. Še kakšno vprašanje iz publike? Ne vidim niti ne dobro. Mogoče še eno vprašanje, preden zaključimo, iz naprej poslanih vprašanj. Ali obstajajo specifični primeri, kjer je modeliranje ekosistema tumorja že privedlo do prebojnih odkritij v zdravljenju raka? En je ta primer, ki sem ga omenila tekom, tale levkemija pa tale antagonisti kemokinskih receptorjev, to je en tak lep primer, ko v bistvu so ugotovili, to je v mikrookolju pomembno,
in če blokiramo to pot, lahko res dobimo te rakave celice v kri, ki jih potem ciljamo recimo s kemoterapijo. No, to je en tak primer, ki ga pač najbolj tudi jaz poznam, ker nas tudi zanima ta tematika v sklopu možganskih tumorjev. Drugače imamo recimo zdaj imunoterapijo, kjer je prav tako poznavanje tega nekako interakcije imunskih celic z rakavimi privedlo do tega, da poznamo zdaj zaviralce imunskih kontrolnih točk, PD-L1, PD-1, in to je en tak zelo lep primer, kako v bistvu to deluje. Sicer spet zelo omejeno, ne na vseh bolnikih, rezistenca se razvije po določenem času, ampak nekaj mesecev ali pa mogoče kakšno leto pa se s tem pridobi, tako da se že kaže v kliniki, to odraža to znanje, Ja, super, super. Nič, jaz mislim, da je bilo tole eno fajn predavanje, jaz sem uživala, zelo mi je tudi v veselje videti, koliko poslušalcev je bilo, kakšna tudi diskusija je bila fino, tako da si želim, da bo to potekalo še naprej in to je bil tudi en izjemen primer ene super sodelovanja z moje strani, prav gotovo tudi še vnaprej sodelujemo, že imamo skupne projekte in pa tudi začelo se je tako ravno na eni taki platformi, pravzaprav, kjer sem jaz prvič pocukala Barbaro za virtualni rokav. Tako da vesela sem tudi, baje je kar veliko študentov, tako da zelo se veselim, da bo to potekalo še naprej in sedaj bi predala besedo Katji, da zaključi današnje predavanje. Mi pa se vidimo že v aprilu, upam. Ja, najlepša hvala tako doktorici Barbari Breznik za zelo zanimivo predstavitev in pa tudi čestitke z naše strani za uspešno delo in seveda vam želimo tudi uspešno delo še naprej. Hvala tudi Klementini Fond Tacer za povezovanje in seveda vsem vam, da ste se udeležili te predstavitve. Posebej nas veseli, ker smo se res zelo trudili, da opažamo, da se nam na vsaki predstavitvi pridruži večje število študentov in študentk Univerze v Ljubljani, tako da bi vas želeli spodbuditi, da se tudi v prihodnje, seveda tudi zaposleni, nam pridružite na predstavitvah in pa seveda, da preverite tudi možnosti za sodelovanje s člani in članicami SMUL, se pravi, glede projektov, glede možnosti izmenjav, mentorstev pri vaših nalogah in podobno, tako da če rabite kakšno pomoč, usmeritve, se lahko obrnete na nas. Še enkrat bi vas sam povabila, da si zabeležite datum za konferenco SMUL, ki bo potekala 7. oktobra na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Zdaj naslednjo predstavitev SMUL načrtujemo v aprilu, kjer boste lahko spoznali in prisluhnili dr. Saši Jenko. In pa bomo tudi vsem, ki ste se preko spleta prijavili na predstavitev, poslali posnetek predstavitve in pa tudi kratko anketno vprašanje, da nam poveste, kako ste bili zadovoljni s predstavitvijo in pa tudi katere teme bi želeli poslušati v prihodnje. Tako da želim vam lep preostanek dneva in se vidimo na drugih predstavitvah oziroma na konferenci SMUL. Nasvidenje. Hvala lepa. Hvala za povabilo.